te pa bo tako. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, pozdravljena moja gosta iz stranke Piratov, to se pravi imava gospoda Boštjana Tavčarja in Igorja Brleka. Lep pozdrav. Se bova tikala z gospodom Boštjanom, bova pa malo potipala, kaj bova storila, se bova tikala ali vikala, kakorkoli. Jaz upam, da bomo imeli danes en tak iskriv pogovor, da se bomo našli v stičnih točkah in da boste tudi videla uspela stranko Pirati predstaviti nam vsem skupaj in seveda tudi tistim, ki bodo naknadno še pogledali ta posnetek. To se pravi, še enkrat dobrodošli, dober večer. Lep dober večer vsem skupaj. V scenariju, ki sem ga poslala, da se danes mačkan ognem uvoda, ki ga ponavljam, se mi zdi srečanje v srečanje in glede na to, da nas spremljajo bolj kot ne vsi člani, potem si to ogledajo, je brez veze, da ponavljamo ene in iste teme. Na scenariju imamo najprej točko, ki se nanaša na spremembo volilne zakonodaje. Midva z Igorjem sva se že sestala tudi na to. Da se že pogovarjala, tako da ne bom jaz tista, ki se bom pogovarjala to pogledno, ampak bom seveda besedo in vprašanja, danes bomo bolj bili v sprašujočih oblikah, ne samo pojasnevalnih, tudi predajam, to se pravi našemu koordinatorju v Nacionalnem svetu za demokratično spremembo volilnega sistema. Naziv je dolg, ampak pač pove točno to, kar predstavljam. To se pravi gospod Emil Milan Pintar, beseda je vaša, tako da izvolite naše barve zdaj zastopati. Hvala lepa, Tjaša, za besedo. Lep pozdrav še enkrat zlasti kolegom iz Piratske stranke. Mi si včasih prav želimo, da bi kakšno piratsko dimenzijo izpeljali, ker v tej politiki včasih skoraj nemogoče prebiti karkoli. Čisto na kratko, ker nismo imeli veliko kontaktov, bom rekel nekaj besed. In sicer, mi smo že pred leti ugotovili, da je eden od razlogov, glavni razlog za to, da Slovenija izgublja razvojni ritem, je pravzaprav ena čedalje bolj klavrna podoba slovenske politične elite, če tako rečem. In da je razlog za to predvsem, vsaj tudi, volilni sistem, ki omogoča strankam, da se neprestano obnavljajo, da se slabi skrivajo na listah za dobrimi, da pa potem seveda priplavajo na površje tisti, ki morajo priplavati in tako dalje, medtem ko državljani nimajo niti najmanjše možnosti sodelovati ne v fazi oblikovanja kandidatov, ne v fazi, bi rekel, izbiranja boljših od slabših listov. Zato smo se lotili vprašanja spremembe volilnega sistema, obiskali smo vse stranke, prosili smo jih, da naredimo neko skupno delovno telo, pa da to speljemo. Seveda ni bil nihče zainteresiran, v coni udobja. Bili smo ene 3-krat, 4-krat kot sinteza pri predsedniku države, tudi on je zmeri modro ugotovil, da je to pomembno, pa ni bilo nič narejeno. Zato smo potem pred 2 letoma sami ustanovili ta nacionalni svet, ustanovili smo delovno skupino je pripravila predlog novega sistema, predvsem zakona o volitvah v državni zbor, kjer smo vnesli predvsem nekako 4 pomembne točke. Prvo, če hočemo priti politiko, da sodeluje s civilno družbo, s državljani, s volivci, je pokazalo, šli smo gledati evropske sisteme, doktor Ciril Ribičič, ki ga danes pogrešamo, da bi se več rekel na to temo, je pregledal celo vrsto zakonov in povsod rešitev v smeri nekih kombiniranih sistemov, kjer se en del poslancev voli neposredno. Kandidira lahko tudi strani civilne družbe in voli neposredno, tako da imajo posamezni okraji svojega poslanca, da se zveza vrne, da se obnovi zaupanje in tako dalje. Druga stvar, ki se nam je zdela strašno pomembna,
tu je izjemno veliko naredil dr. Rado Bohinc, je poskus, da gradimo vsa ta določila, ki urejajo obnašanje, odgovornost in tako dalje poslancev, ker se je pač izkazalo, da imamo mi poslance, ki niti lastnih zakonov ne spoštujejo, ki se obnašajo tako, da je to sramota za deželo. Seveda mi smo tu naredili cel kompleks, ki vsebuje tudi možnost, da se začasno zamrzne ali poslanca, da se ga pokliče, če grejo stvari v tej smeri. In smo prišli do točke, ki mislim, da je pa nova in je tipično slovenska, oziroma to, kaj se nam dogaja s celotnim državnim zborom, da smo dodali možnost, da se na referendumu preveri zaupanje državljanov v državni zbor in da če to zaupanje ni izkazano, praktično državni zbor in vse. Še dve točki smo domnili, da je pomembna, ker temu nam ostaja tretjina volilnih okrajev praktično brez v državnem zboru. In zadnja zadeva, ki smo predlagali, da se popolnoma drugače razdelijo volilne enote in volilni okraji in da se preneha to, da imajo stare močne stranke vsak svoj nekje in Gospod Milan, strašno slabo se vas sliši, pejte majčkeno bližje mikrofonu, tako. Ja, se opravičujem, nisem vedel natančno. Skratka, četrta stvar, ki smo jo predlagali, je, da na novo razdelimo Slovenijo v volilne enote in volilne okraje, pri čemer zato, da bi neko zgodovinsko relacijo ohranili, predlagamo, da ne gre za administrativno delitev, ampak da bi izhajali iz regij, pokrajin nimamo, in smo mi vzeli kot izhodišče statistične regije, ki nam dajo izjemno močno statistično podlago, kajti večina podatkov v slovenski družbi statističnih je izračunanih po regijah. Dohodki, zaposlitve, zdravstvo, plače in tako dalje in tako dalje. In iz tega smo naredili novit sistem in zdaj smo ga predstavljali in predstavljamo in odpiramo javno razpravo. In naš namen je, in s tem bi jaz končal, ker očitno ne bomo prepričali strank, da ga sprejmejo in one grejo iskat potrebno 61 večino, da gremo s tem na referendum zelo kmalu po volitvah. In to referendum, s katerim bi potem prisilili nov državni zbor, da sprejme drugačen volilni sistem. Se opravičujem, bil sem malo daljši, mojih kolegov zaenkrat še ni tukaj, da bi jih prosil, da mogoče kdo kaj doda. Zato, kar dajem besedo, vam daju, oziroma sprašujem, koliko ste vi vlogom seznanjeni, kakšen je vaš odnos do tega, bi nas podprli, če bomo šli zbirati podpise, pa iskati referendum in tako dalje. Zdaj, moram priznati, da določenih stvari nisem slišal, tako da če bom kaj pozabil odgovoriti, me boste pač opomnili. Na splošno, jaz sem se s Tjašem že predčasno dobil, že pred časom in so se pogovarjali o vašem volilnem zakonu oziroma predlogu zakona. Moram priznati, da ene stvari so nam bile zelo všeč. Ene stvari tako pač, bom rekel, ne poznamo dovolj, da bi jih lahko zares komentirali in v tem primeru govorimo o kombiniranem sistemu. Poznam pač slabosti večinskega sistema in sem zadržan do, bom rekel, kakršnihkoli teh variant. Zelo, recimo, nam je bila všeč ideja o odpoklicu parlamenta, ne? Ker smatramo, da je problem slovenske politike ravno ta, v končni fazi pirati smo nastali iz tega razloga, ker smo dobili občutek, da se je politika dejansko oddaljila od potreb ljudstva, ne? Tako da, če se izkaže, da pač parlament nekako, bom rekel, zaide, tako kot se je zdaj zgodilo, jaz mislim, da absolutno ljudje imajo pravico zahtevati odpoklic parlamenta oziroma zahtevati predčasne volitve.
kar je zadnjič tudi lepo povedala Tanja Fajon, treba je postaviti nek prak, sicer ona se ni tako izrasla, ampak treba je postaviti nek prak, ki bo zagotavljal, da je pač to za ljudstvo dosegljivo, če pride do take nevzdržne situacije. In na drugi strani, da ne bomo naredili še enega mehanizma, ki ga bo določen tip opozicije, tako kot je do zdaj že druge, zlorabljal vsakeč, ko bo končal v opoziciji. Imamo pa recimo hud zadržek pa do predloga odpoklica poslanca iz enega preprostega razloga, dokler so volitve tajne, jaz mislim, da to ni mehanizem, ki bi lahko realno funkcioniral zares, dokler pač je tako, da jaz mislim, da pač lahko dejansko poslancev odpokličejo samo tisti, ki so ga izvolili in nihče drug. Se mi zdi, da v tem mehanizmu je več, bom rekel, več možnosti, da bo to nekdo zlorabljal za destabilizacijo sistema, kot pa, da bomo lahko na ta način katerega koli poslanca zares recimo disciplinirali. Tako da absolutno se strinjamo, da je treba urediti volilne okraje, absolutno se strinjamo, da je treba posodobiti zakonodajo, smatramo, da je vaš osnutek zanimiv, da je vreden debate, in da so nekatere rešitve noter zelo dobrodošle. Zdaj, a je ta odgovor edini pravi, pa jaz po prvi povedal, nisem toliko strokovnjak, da bi si upal to trditi. Ja, hvala lepa. Mičken bi vrnil se k tistemu vprašanju. Glejte, če mi vpeljemo v sistem neposredne volitve v dvojnem krogu, potem vemo, kdo je kakšnega poslanca izvolil. Ja. Če sistem tako naredimo, da samo določena visoka količina teh, ki so ga izvolili, lahko sproži postopek, če je nujno, potem je to tehnično obvladljivo, ne da bi bila past za zlorabo. Zdaj v tistem drugem delu, mi smo se malo smo izhajali iz naše situacije, pa vas bom vprašal, kaj bi vi storili. Mi imamo zdaj 4. leto v tem državnem zboru človeka, ki opravlja poslovne dejavnosti, ki so po zakonu, ki ga je sprejel državni zbor, nezdružljive s funkcijo poslanca. Vendar zbor ne zmore moralne integritete, da bi rekel, odloči se eno ali drugo. Kaj narediti v takem primeru? Glejte, mi smo zaradi takih stvari, ker je očitno, da se državni zbor obnaša popolnoma nezakonito. Da v takem primeru najdemo nek način, da se to vprašanje odpre. No, ravno tako precej zaostrili to situacijo, ki imamo, da poslanci gredo v izvršne organe, za ministre, državne sekretarje, vlada pade, oni se vračajo. Mi smo rekli, ne, tega sem pa tja je dosti, bili ste izvoljeni, poštujte, če se odločite, da greste, prosta odločitev, ampak ni povratka. Vemo, je mehanizm izdelan, kako takega poslanca nadomestiti. No, to so naše stiske bile, kaj se jaz z vami strinjam. Mi ne trdimo, da so vse te rešitve končne, najboljše. Mi bi radi, da naredimo eno res dobro strokovno skupino širše, tudi zdaj v tej fazi, tudi s temi političnimi, ki lahko prinesejo te izkušnje, čeprav jih nekateri kar nekaj imamo, in bi radi, da dobimo resen predlog zakona ali predlog sistema, ki bo funkcioniral. Zato smo se tudi naslonili na delujoče sisteme. Recimo, zelo veliko smo vzeli iz nemškega, deloma iz novozelandskega, spogledovali smo se s irskim, kaj je preveč kompliciran za naše pojmovanje in tako dalje. Radi bi sistem, ki bo funkcioniral. Predvsem bi pa radi, da mi vrnemo družbi pravico, da če sistem ugotovimo, da ne funkcionira, da ga državljani lahko zahtevajo spremembo. Po našem prepričanju je volilni sistem neke vrste pogodba z državljani in politikov in ne sme biti to stvar podmiznega barantanja političnih strank, kot je danes. Ja.
Okay, bom probal odgovoriti z našim začetkom. No, naši 3 osnovni temelji pravzaprav so efektivna transparentnost, ne? Druga je neposredna demokracija, ne? In zdaj, če se malo pošalim, tretja je enakopravnost tako na zemlji kot na spletu. Ne? Z tega tretje so velike meni nanašati tudi na avtorske pravice in podobne stvari, kar je bil eden od povodov za nastanek Piratske stranke. Recimo, mi med drugim zagovarjamo, da je treba pač referendum uvesti ne samo nazaj, ampak da mora tako kot v Švici postati del rednega sistema odločanja. Smatram istočasno, no, tudi mi smo pač gledali, kako te modeli funkcionirajo in švicarski dejansko deluje zelo racionalno. Imaš 2-krat na leto referendumske dneve, takrat se naberejo vse teme, ljudje imajo pač možnost, da vse te stvari predstavijo in ko grejo, se pač lahko odločijo o več stvarih naenkrat. Oni praktično recimo nimajo profesionalnih poslancev. Pri njih je tako, da se parlament sestane 2-krat na leto in pridejo ljudje, ki svoje delo opravljajo za pač eno določeno obdobje, se usedejo skupaj, preštudirajo zakonodajo in potem sprejemajo zakone. Mi smo v kontrasituaciji, tle ljudstvo več ne odloča o ničemer praktično, če se zdaj tako bom rekel pretiravam, ali pa imamo še komaj kaj besede. Če tako gledamo, cela civilna družba se je mogla aktivirati, da je ustavila en zakon, ki je bil tako evidentno škodljiv. Upam, da sem odgovoril na vprašanje, mislim, da bi Boštjan nekaj dodal. Gospod Tavčar, ja, če besedo izvolite. Samo eno vprašanje. Glejte, če bomo šli iskat, da se naslonimo na družbo, na iskat pomoč za referendum. Da boste podprli v tej akciji. Sam malo, gospod Milan, da se še pomenimo, še gospod Tavčar, ki je tudi predstavnik Piratov, da še on pove, pa bomo potem iskali še odgovore. Ker izvolite, gospod Tavčar, prosim. Ja, lepo zdrav. Zdaj, z Igorjem sva si danes malo razdelila to vlogo, on mečkem bolj vsebinsko, jaz malo bolj stališča informacijske družbe. Verjetno slišite večkrat, politika rada govori o tako imenovani digitalizaciji, v zadnjem času je to zelo popularna beseda. Jaz si upam trditi, da nihče od politikov ne ve čisto točno, kaj to pomeni, niti ne ve, kaj bi s tem počel. Mi seveda vemo, digitalizacija je pot v tako imenovano informacijsko družbo, se pravi temelj, osnova informacijske družbe. Informacijska družba je pa družba, kjer se učinkovito in hitro izmenjujejo informacije. No in zdaj, zakaj mi pravzaprav tako težimo k tej informacijski družbi? Zato, ker zelo veliko lahko pripomore k demokraciji. Hitra izmenjava informacij, uporaba sodobnih tehnologij omogoča tudi bolj učinkovite načine neposredne demokracije. Zdaj, če se pogovarjamo recimo o švicarskem modelu, 2-krat na leto je referendum, zadeva v Švici zelo dobro deluje. Zato, ker je to del tradicije in ker se vsi tega držijo. To isto se da s pomočjo sodobnih tehnologij narediti ne samo 2-krat na leto, to se da narediti vsakič. Kar z drugo besedo pomeni, naš cilj bi moral biti vpeljati nek mehanizem, kjer bi lahko konec koncev volivci, ki so izvolili poslanca, temu poslancu dali tudi v času mandata, ne samo takrat na začetku, ko mu dajo svoj glas, ampak tudi v času trajanja mandata neke svoje usmeritve, neke svoje ideje, bi se z njim posvetovali. Že prej smo rekli, totalni absurd je zbiranje podpisov na klasičen način za kandidiranje izven parlamentarnih strank. To bi se z elektronskimi zbiranjem oziroma z elektronskimi podpisi in tehnologijo, ki jih imamo na razpolago, dalo rešiti zelo enostavno. Vprašanje odpoklica poslanca. Vkolikor se uporabijo elektronski sistemi, se lahko tudi pri proporcionalnem glasovanju uporabi tako imenovana hash podpis, iz katerega sicer nihče ne ve, kdo stoji zadaj, vendar ko jaz hočem odpoklicati poslanca, se enostavno lahko predstavim. Takrat, ko ga hočem odpoklicati, se predstavim, da sem jaz tisti, ki ga je volil in ga seveda lahko odpokličem. Tisto, kar sem hotel poudariti, je, da marsikaj predlagate,
in jaz zelo veliko tega tudi podpiram. Pa bom povedal, zakaj. Iz preprostega razloga, ker Slovenija je prišla do tiste točke, ko preprosto civilna družba more prevzeti določen del odgovornosti in stvari stabilizirati. Nočem biti nesramen, ampak smo na tisti točki, ko enostavno ni več zaupati parlamentu, ni več zaupati našim poslancem, treba je vgraditi dodatne varovalke, ki jih bodo prisilile k, lahko milo rečem temu nekemu normalnemu političnemu obnašanju, pa spoštovanju normalnih ali pa vsaj tistih osnovnih moralnih norm. Tako da tisto, kar bi jaz predlagal, je to, da se tudi v ta vaš predlog vključi oziroma nekako da neka možnost, nek nastavek, da se lahko določene ideje podprejo s pomočjo sodobnih tehnologij, ko bodo te na razpolago, in pa seveda z eno mero previdnosti. Danes si jaz ne bi upal iti v elektronske volitve, si pa upam iti v elektronsko zbiranje podpisov. Se pravi, ta sistem mora na nek način dozoreti, moramo dobiti zaupanje. To zaupanje bo dvostransko, eno je zaupanje do tehnologije, drugo je pa konec koncev zaupanje do same družbe, ki to tehnologijo uporablja. Evo, toliko za začetek. Ja, hvala pa zelo koristne informacije in mislim, da smo tu dejansko na isti platformi. Mi smo zato v zakon, v te končne določbe dali predlog, da se uzakoni, da je Državni zbor dolžan te stvari v 2 letih, potem ko bo zakon sprejet, urediti. Zato, ker smo se ukvarjali z vprašanjem, ali zahtevati možnost kakšne elektronske oblike glasovanja zdajle, že ko bo prvič sprejet, pa je večina ljudi, ki so strokovnjaki, to se pravi iz vaših vrst, opozorila, dajte zahtevati, da se to začne delati in naredi in potem uzakoni kot obliko glasovanja. Tako da tu smo si na istem in hvala lepa za te informacije. Super, meni je zelo všeč, kar slišim in mogoče bi tu dodala še predlog, da se nam seveda, ko se bomo začeli pogovarjati tudi o konkretizaciji zakona in podpori zakona predhodno še pridružite, da vidimo, kje v bistvu lahko tudi vaša znanja in vse to, kar vi predstavljate, pravzaprav vključimo noter, ker samo pogovor o tem zagotovo ne bo obrodil sadov in zato jaz mislim, da preiti od besed k dejanjem je danes zlata vredno in mislim, da se nič ne motim, če govorim v imenu nas vseh in tudi gospoda Pintarja, da ste toplo vabljeni zraven, kaj ne? Se strinjate, gospod Pintar? No, tako, da skupaj sedemo, pogledamo, kaj lahko storimo, kje v bistvu lahko dodamo res korektne in konkretne nastavke, ki bodo potem to zadevo nekako ne samo optimalizirali, ampak tudi dejansko postavili tisto platformo, na kateri je treba graditi in ta tabuiziran del elektronskega v bistvu sodelovanja državljanov je treba preseči prej ko slej, ker da lahko zdajle samo par stvari urejamo s Fursom je bistveno premalo, glede na to, kaj vse se že, vsi imamo pa račune na bankah, vsi imamo pa vse na v bistvu računalniku, tako da smo sami sebi kontradiktorni. Jaz bi morda samo tu dodala še v bistvu ta pomislek, ki je bil, in ga je gospod Milan že prej pojasnil. Lepo bi dodala samo to, v dvokrožnem večinskem sistemu, vsaj ta del, večina izvoli tistega poslanca, ki pač v Državnem zboru sedi. To se pravi, če se izkaže, da ne opravlja svoje naloge, tako kot je treba, ga ta ista večina tudi odpokliče. To se pravi, tukaj imamo neposredno ta
kdor ga izvoli, ga tudi odpokliče. Ne? Ta drugi proporcionalni del, ne, pa tako, kot ste prej že omenili. Pa še eno stvar, še eno pripombo bi imela na ta del o referendumih. Namreč jaz mislim, da Slovenci oziroma državljani Slovenije v danem trenutku še nismo dovolj opismenjeni v smislu državljanskih aktivnosti, da bi bili pripravljeni res o več vprašanjih naenkrat odločati. Bojim se, da nismo, da se ne bi dovolj poglobili, ne? In vsekakor bi ena prehodna faza morala biti ne samo 2 dni namenjena referendumu letno, ne? Ampak vsekakor bistveno več. Predvsem pa bistveno več angažmaja strani politike in opismenjevanja ljudi in predvsem predstavljanja posledic vsakega referenduma posebej, ne, ker drugače vemo, kako se pri nas zadeve postavijo, ne, tako kot reče nekdo drug oziroma ki jo slišijo in tako samo tisto, kar je res na koncu ne igra nobene vloge. Da ne bo dolga, gospod Milan, jaz vam predajam besedo še nazaj, prej ste izrekli eno vabilo, tako da evo, izvolite, prosim. Ja, mogoče bi sam tole dodal, no, za te stvari rabimo v bistvu funkcionalno pismene državljane in tle smo veliko izgubili v zadnjih letih, ampak ne še vsega. In druga zadeva je, ne, enkrat bomo mogli začeti s temi stvarmi. Ne. Enkrat sem se pogovarjal s kolegom, ne, pa je bilo lih zgodba primerjava neka Švedsko, ne, pa je rekel, veš, oni imajo 200 let demokracije. Sem rekel, ja, ampak tudi oni so mogli z njo enkrat začeti. Ne. Ker če ne, pač nikoli ne bomo imeli niti 2 leti. Ne. Jaz se absolutno strinjam, bi pa rekla tako, no, da mogoče moramo iti baby steps, ne, to se pravi z majhnimi koraki, v smislu raj vidim, da je en referendum mesečno, ne, pa če ga uspemo zdigitalizirati, tole ni tak strošek, ne, vendarle pomeni neko optimizacijo. Ja, pa še ena stvar je pri tem zelo pomembna, ne, in to je zdaj pač zato, ker razumel sem eno od vaših pripomb tudi v tem smislu, ne, če ne bomo imeli pa verodostojnih virov informiranja na te teme, ne, potem pa pač bomo imeli hud problem. Ne. In tle je pa drugo polje, ki je v tem trenutku, bom rekel, zelo kritično in ga je treba urediti. Tako. Jaz mislim, da je zelo dober primer tega, o čemer, česar se moramo bati, ravno referendum, ki je sicer že vrsto let tega bil, o pravicah samskih žensk za umetno oploditev. Jaz mislim, da tukaj lepo pokaže, kako je v bistvu politika prepustila možnost tega, da bi nekaj dobrega naredila. Trenutno lahko, to je v bistvu neke vrste perverzija, no? Trenutno lahko na referendumu odločamo o pravicah manjšin, ne moramo pa odločiti, kaj nekdo počne z našim davkoplačevalskim denarjem, recimo. O pravicah večine. Ja, ta vas stavek, enkrat je treba začeti. Jaz se seveda strinjam, samo jaz se bojim, da smo mi začenjali s poskusi demokracije, pa smo zdajle zadnja leta veliko tega izgubili. Poglejte, en primer, nas zelo boli. Jaz sem šel gledati malo glasovanja zadnja leta skupščine, ko je imela 3 domove. Cele glasovanje. Takrat je bilo normalno, da je 15, 20, 25%, takrat se jim je reklo delegatov, glasovalo drugače, kot je bilo uradno zahtevano. To je bila neka pravica, da so ljudje razmislili pa se odločili. Medtem ko danes je zahteva političnega vodstva o absolutni partijski disciplini 100%, to ima pa še nekaj posledic, ker pride v avtomatizem dvigovanja rok, pomeni, da je zakon sprejet tisti hip, ko so se v njemu dogovorili 3 ljudje, šefi političnih strank koalicije, ker potem seveda lahko vsi drugi vlagajo amandmaje, to gre vse v koš. Vse, kar je bilo tako dogovorjeno, je pa sprejeto. In zdaj se spomnim, da je 2 meseca nazaj je našemu ljubemu predsedniku vlade ušlo, ko je rekel, ravno kar smo na vladi sprejeli 7 zakonov. On je pozabil, da jih sprejema državni zbor. In je povedal tisto, kar je bilo res, da so zanj sprejeti, ko so bili na vladi dogovorjeni. Glejte, to je tisti zdrs iz
demokracije, ki smo jo že imeli, recimo ločenost izvršne pa zakonodajne oblasti, ki jo mi moramo nazaj peljati. In te ne moremo peljati na absolutni strankarski disciplini poslancev z vsem, kar zraven spada. Drugače pa podpiram in da končam. Mi seveda bomo peljali v smeri referenduma naš predlog. Prej ga bomo poskušali še prevetriti, dogovoriti, vabimo vas v sodelovanju, da gremo skozi tehnične zadeve zakona, tam nam lahko izjemno pomagate. Potem bomo šli pa poti, ki je možen danes, dokler ne spremenimo te referendumske zmešnjave, tega kačjega gnezda, ki so ga nam stranke nastavile, da praktično nimaš normalnega referenduma. Možnost do njega in noben referendum prejšnji, predhodni ni očitno za nikogar obvezujoč. In to bo treba spremeniti, drugače dejansko državljani ne pridejo do besede. Jaz absolutno mislim, da je treba ljudstvo vrniti politično moč in ga zraven upravnomočiti za odločanje o teh stvareh. In še vedno mislim, da enkrat moramo začeti in prej, ko bomo začeli, prej bomo stvari premaknili. Trenutno je pa tako, jaz sem imel priliko, kar ste že omenili prej skupščino. Gledal sem ta prehod na dveh nivojih. Gledal sem prehod, ker sem bil takrat slučajno študent na študentskem organiziranju in na državni ravni. Na študentskem organiziranju so stvari hitreje potekale, pa majčkeno drugače. Ampak v enem in drugem sistemu je bilo pa tako, ko stranke niso imele še realne moči, je bila edina prava demokracija. Takrat je prevladoval argument. Ko so stranke začela pridobivati na moči, jaz vem, ker sem še kot, takrat zaradi študent hodil vlagati amandmaje v državni zbor. Če je začetku veljalo, da si mogel imeti argument, pa so rekli, ok, podpremo, je bilo pa že trgovina, če bojo oni podprli, mi ne bomo. Na koncu je bilo že tako, da te so podpisali, mi ne bomo. Skratka, pa si rekel, pa vi veste, da kaj pomeni, kakšne posledice lahko ima. Ja, ampak mi s temi pač ne sodelujemo. Vse se je spremenilo v tak strankarski feudalizem. In nažalost te stranke obstoječe iz leta 90 pa še obstajajo, tega ne znajo preseči in zaenkrat zgleda, da tisti, ki jim sledijo, imajo tudi še velike probleme s tem. Tako. Ne, seveda je pri nas, mislim, so že globoko zašli v drugo točko scenarija, kar mene zelo veseli, da se ognemo vodnim besedam. In vsekakor mislim, da moramo na področju referenduma narediti marsikaj. Jaša, gospod Boštjan Viradnik je še rekel. Gospod Boštjan, izvolite, nisem videla roke. Ni problema. Jaz mislim, jaz bi rad sam v tej točki mogoče poudaril, da v bistvu tle ne gre za stranke, tle gre za strankokracijo, gre za skupine ljudi, ki imajo v bistvu stranke zgolj kot svojo platformo. Tako da stranke kot stranke ne odločajo, ni nobene demokracije v teh strankah. In gre za nek pojav, na katerega je že davno nazaj upozoril pokojni dr. Bučar. In je to tudi v eni knjigi zapisal. In kaj se nam je pravzaprav zgodilo? Ta ista strankokracija je ne samo to, da je prevzela oblast na način, da je praktično zreducirala te dve ločeni veji oblasti, se pravi zakonodajno pa izvršno, praktično je zreducirala ali pa izključila tudi demokracijo v samih strankah, tako da v bistvu se nam dogaja, da odloča res skupina ljudi. Ampak zakaj ta skupina ljudi odloča, je pa tudi zelo bistven podatek. Če pogledamo finančne tokove pa finančno moč v Sloveniji, ugotovimo, da Slovenija je praktično po strukturi na dveh nivojih, na državnem in na občinskem. Ampak občine same po sebi nimajo finančnega temelja. Občine dobijo tisto, ker je milostno nameni država v obliki raznih povprečnin in tako naprej. Tako da, in to seveda zreducira demokracijo na tisti vplivni krogec zgor tistih vodij strank, ki so trenutno na oblasti. Tako da jaz mislim, da če hočemo demokracijo
dobiti, bomo morali tudi zagotoviti na nek način precej finančne samostojnosti občin, pa ne bomo se mogli izogniti ustanovitvi regijam. To bi tudi precej stvari izboljšalo, ker naša ideja je, da potem se seveda gospodarski del pa to sel na regije in ni več skoncentriran v centru države. Ja, seveda se pravijo tako ali tako, ne, da državni svet postaja slepo črevo tukaj v celem funkcioniranju, tukaj se absolutno strinjam z vami. Je pa res tudi, da moramo državljani prevzeti svoj del odgovornosti, ne, in povedati, da smo mi tisti, ki smo dopustili, da si je politika vehementno prilastila vse vzvode odločanja, ne. In zdaj, ko je že praktično prepozno, smo se nekako prebudili in nekaj začeli migati, ne. Tako da srčno upam, da se bo to, kar smo do zdaj soglasja in konsenza z vseh, od strani vseh naših sogovornikov je bilo, da vsi absolutno podpirajo, da se referendumu v vseh oblikah pojavnih in ljudski iniciativi povrne njegova moč in v bistvu izvršilnost. Tudi, da je zavezujoč v določenem seveda kvorumu za državni zbor. Ni več potem prepuščeno državnemu zboru, da odloča o tem, ali bi ali ne bi, temveč je preprosto obvezujoč. In ko bomo prišli, ko bomo uspeli to sprejeti, jaz mislim, da takrat se odpre potem ena taka široka pot, ki jo moramo izkoristiti in potem bo pa na vas, ne politiki, da pač popeljete to deželo tja, kamor naj bi šla že 30 in toliko let nazaj. Gospod Bohinc, mislim, da je želel. Aha, seveda. Gospod Bohinc, izvolite. Rado, mikrofon. Jaz se pravzaprav nisem javil k besedi, tako da hvala lepa vseeno. No, spremljam. Super. Nič, potem lahko zdaj, v bistvu, da zaključimo to drugo točko, še vaju povprašam, kaj vidva menita, se strinjata s tem absolutnim opolnomočenjem, se glede na to, kaj smo se pogovarjali, bi skoraj da rekla, da gremo v skupno akcijo, to se pravi, je že 3/4 slovenske politike na tej strani, zdaj bomo pa videli, ne, kdo je imel figo v žepu, pa kdo ne, to bo pa najbolj zanimivo opazovati. Naslednja točka, v bistvu je zdaj že malček prepozno, jo bomo preskočili, ker smo dejansko vse, kar je bilo okoli volilnih udejstvovanj, že postorili. Moram reči, da smo tudi iz naše skupine v velikem številu se odločili za sodelovanje, tako da se bi jaz potem posvetila. Če nima nihče več v zvezi z spremembo volilnega sistema ali pa referendumom ničesar zapovedati, vaši predstavitvi, pa potem seveda vprašanjem, ki se jih je pa nabral cel kupček doslej, tako da, če bi kdo še kaj na temo volilne zakonodaje, prosim. Ne. Okay. Nič. Potem pa predajam zdaj besedo vama, da poveste več o vaši stranki, se neki sta že, ampak da vas pa še bolje spoznamo. Tako. Ok, Boštjan, boš ti ali jaz povem kaj? Jaz predlagam, da kar ti štartaš. Ok, zdaj smo v bistvu že dobro desetletje prisotni kot stranka, predtem smo delali kot društvo. Dejansko se je začelo pač zaradi tega, ker so se dogajale, bom rekel, na ravni avtorskih pravic stvari, ki so pravzaprav, bom rekel, bile naperjene proti ljudem in v korist korporacijam. In to je bil tisti začetek, ki je pripeljal sploh do piratske ideje. Je pa tako, da smo bili že v bistvu od samega začetka mešanica. No? Če je bila na eni strani ta neka mlajša ekipa, ki je pač se predvsem zanimala za avtorske pravice na internetu pa na IT-ju, ne. Bili pa drugi del ekipe, pa tisti, ki smo bili povabljeni zraven in smo pač prišli zraven kot neki državljani, ker tako nam več, bom rekel, etablirana politika, kakršno smo gledali, ni več navdajala nobenega zaupanja in se nam je zdelo, da je čas, da se pač politično aktiviramo, ker vidimo, da pač stvari ne grejo v pravo smer. Po 10 letih je to pravzaprav izpadlo preroško, ker pa si prijetno nihče od nas takrat ni znal predstavljati, da grejo lahko stvari tako daleč, kot so šle zdaj.
Imeli smo to srečo, no, da smo se lepo in počasi kalili in gradili, no, in da smo zdaj postali neka trdna stranka, ki tako zmore in biti enotna in zraven ohranjati tako zelo velik notranji pluralizem. No. Smo na kupu ljudje, ki nekateri med nami nimamo nič skupnega, recimo pa zelo dobro funkcioniramo. Ne. Tako da jaz verjamem, no, da če ne bo ljudstvo nakazalo svoje volje oziroma svojo naklonjenost, no, da jo bomo znali upravičiti. No, lepo, zdaj, v bistvu bi te prekinila mogoče z vprašanjem, glede na to, da združujete oziroma da ste nastali skozi neke elektronske, v bistvu z neke elektronske osnove, to je vaš temelj bil, če prav razumem, koliko se vam mladi dejansko pridružujejo, ker bi jim to moral biti nekako že prvobitni interes konec koncev? Mi imamo med mladimi v bistvu zelo veliko podporo, ne, tako da absolutno recimo tudi podpiramo predlog, da se omogoči volitve mlajšim od 18 let oziroma od 16. leta dalje. Ne. Družba se v bistvu identificira na eni strani, na drugi strani tisti, ki bodo najbolj vitalni, pa jih bomo najbolj rabili, no, pa pravzaprav ne bodo imeli pravice niti več odločati o svoji prihodnosti, zaradi tega, ker jih bo dobesedno premalo. Zato je prav, da prej začnejo glasovati, da vendarle nekako imajo neko maso svojo, da tako rečem. No, zdaj bom konkretizirala to vprašanje. Piratska stranka, ki se ukvarja z digitalizacijo, tudi kako bi nagovorila mlade in jih povprašala v bistvu, ali se strinjajo s tem, da pa dobijo volilno pravico že pri 16 letih. Kaj bi vi storili? Zdaj, mi smo se v bistvu že s tem ukvarjali, ne, ampak mladi bi v bistvu, kolikor jih poznamo, šli voliti. Mi smo imeli recimo primer, ko se nam je javil fant, ki je hotel ustanoviti lokalno celico, ne, pa sem ugotovil, da pač ne more, ker še ni polnoleten, recimo. Ne. Tako da pač problem je tem, mi moramo na politični ravni te stvari spremeniti. Ne. Mladi v bistvu čakajo svojo priložnost. Ne. Mislim, v končni fazi, če zdaj gledamo, ne, mlade za podnebno pravičnost in tako naprej, pa nekatere te skupine, ne, so praktično srednješolci, pa so recimo družbeno angažirani in se zavedajo, kaj lahko doleti, če bomo dopustili, da se stvari odvijajo v to smer, kamor se odvijajo, recimo. No. Tako da jaz se ne bojim za mlade kot volivce, ne, jaz se bojim za to, da ne bojo prišli do besede. Mislim, jaz tu vidim en tak nenavaden razkorak. Ne? Na eni strani, zdaj mogoče me bo malo odneslo iz te tematike, ampak mislim, da se neposredno tudi dotika vsega tega, o čemer govorimo. Na eni strani imamo angažirano mladino, ki jo angažira RKC. Ne? To je vsem jasno, da veliko vlagajo v mlade, veliko vlagajo tudi v njihovo aktivacijo, tako in drugače. Na drugi strani imamo pa velik delež populacije mladih, ki je pa prepuščena sama sebi in jih nihče pravzaprav ne nagovori, nihče jih niti ne usmeri v neko državljanstvo, jih ne zadolži z ničemer, praktično ledijo v zraku, niso pripadni ničemur. Zakaj v bistvu je ta struja, ta liberalni del tako indiferenten do svoje prihodnosti? Zdaj imamo pač tukaj dve zgodbe. No. Ena zgodba je pač, da če gledamo pač konzervativne inštitucije, to že dolgo obstaja in so temu primerno organizirane in dobesedno funkcionirajo. Zdaj, če bomo uporabili sicer malo tako militanten izraz, ampak na principu novačenja. No. Medtem ko je bil ta liberalni del ali pa liberalni blok vedno raztreščen, ne, recimo, ne, če je socializem tle bil bipolaren, recimo, ne, pa smo imeli na eni strani, ne vem, skavte, na drugi strani tabornike, recimo, ne, je pa potem tako, ko je prišlo do demokratizacije, recimo, ne, je na desni strani ostal ta monolit, ne, na drugi strani se je pa, da bom rekel, raztreščenost zgodila, ne. Ampak v bistvu je tako, ne, kakorkoli se smešno sliši raztreščenost, oziroma ta, bom rekel, je pogoj za demokracijo, ne, monolitnost pač ni, ne, in tle imamo probleme v bistvu na temu, kar se zdaj imenuje desnica. Ja. Meni se zdi, mislim, tako, če povzamem, ne. Boštjan bi še nekaj dodal. Izvoli. Ja, hvala. Zdaj, tako kot jaz vidim to zgodbo, je, da preprosto
določene skupine mladih niti ne nagovarjamo na tistih komunikacijskih kanalih, da se malo strokovno izrazim, na katerih dejansko so. Danes se moramo zavedati, in jaz to govorim na podlagi ene študije, oziroma ene raziskave, ki smo jo delali na enem drugem področju za številko 112, da preprosto je treba ljudi nagovarjati povsod tam, kjer so. In danes nihče od mladih, ne vem do kolikega leta, ne gleda televizije, ne gleda dnevnika, ne bere časopisov, ampak so na nekih drugih kanalih, na teh kanalih dobijo informacije in te mlade je treba nagovoriti tam, kjer so. Tega se ne zavedamo in to je v bistvu ta naš minus. Zakaj je na podeželju drugače? Zato, ker veljajo še vedno neke tradicionalne vrednote, ki so, moram reči, z mojega stališča gledano, tudi ena od identitet Slovenije, se pravi, to je pomembno, da je temu tako, in preko teh tradicionalnih vrednot potem se te mlade nagovarja. In to je super in je prav. Mi moramo najti samo še način, da jih začnemo nagovarjati tudi povsod drugje. To je mislim, da bistvo te zgodbe. In drugo, treba je vedeti, kaj pravzaprav mlade zanima. Njih zanima politika v toliko, kolikor se jih dotakne. Vsi vemo, da v zgodovini so bile takšne in takšne, rečemo majčkeno bolj revolucionarne generacije. Tam v 60-ih letih so se uprli, pa potem v 90-ih letih. Potem je pa kar umanjkala ta generacija, ki bi se mogla upreti. Jaz malo stavim na to generacijo 90-ih let, oziroma to, ki prihaja. Let 2000 ali pa to, ki še prihaja, ali pa to, ki je začutila oziroma bila prizadeta ob zadnji gospodarski krizi in je tudi še vedno prizadeta. Skratka, te mladi rabijo preprosto nek impuls, da se počutijo ogroženi, potem je tudi to lažje. Ne? Jaz sem od začetka 90-ih spremljal v bistvu Mirjana Oleja, ki je študije delala takrat za Slovenijo, pa primerjave z evropskim prostorom. Ne? Že takrat je bilo tako, recimo v Španiji so najbolj prednjačili o tem, so bili mladi Tomaž že takrat pri starših, ne vem, do 27 leta poprečju in več. Ne? Ta trend v bistvu od tam raste in povsod drugje po Evropi se širi. Ne? Mladi nimajo perspektive. Ali pač, in to, dokler jim ne damo perspektive, tudi ne moramo pričakovati od njih, da jih bo sistem ali pa karkoli zanimali. Sistem jih trenutno odriva, dela se, kot da jih ni. Ne? Evo ti šolo še nared, ne, pa kot je enkrat lepo duhovito rekel, je špiker na radio študent, ne, zakaj bi se človek matral pa študiral, če bi lahko takoj po srednji šoli na zavod za poslovanje. No, jaz mislim, da tudi velik delež mi nosimo, ne, naša generacija, ker če pogledamo, lepo ste dali prej primerjavo, ne, to se pravi 60-ta, 90-ta, to so vse strukture staršev, ki so preživele neke turbulentne čase. Ne? In ker so starši preživeli recimo vojno ali kakršnokoli druge v bistvu posege drastičnejše posege v svoje življenje, ne, so se tudi temu aktivno, na to aktivno odzvali in so tudi otroci s tem rasli gor. Ne. Mi smo bili generacija, vendarle tudi naša generacija, da smo še vedeli, da je bila vojna, da se moramo vključiti, da moramo nekaj delati, da smo bili motivirani tudi v smislu družbenega doprinosa, danes pa tega ni. Ne. Tukaj se mi zdi, da delamo en velik manko, da otrokom vse ponudimo, sicer ne dajemo jim pa tega v bistvu signala, da je njihov doprinos dobrodošel, ne nujen, ampak dobrodošel, da oni se ustvarjajo, da so del tega, da gradijo lastno prihodnost, ne pa da jim bomo mi poskrbeli stanovanja, da jim bomo preskrbeli službe in potem bodo kot amebe preživeli svoje življenje. Ne. To pač ne gre, ne. In tukaj je naša krivda in moramo, mislim, da tudi kaj narediti, da jih. Ni poanta v tem, se ne gre za to, da imamo zdaj kar dal neki, se na koncu vse plačamo, tako ali pa drugače. Problem je v tem, da kdo jim bo pa dal oziroma kupil stanovanje, kjer kvadratni meter stane 8.000 evrov. No? A oče, mama z delavsko plačo, eno je, pač, če si del pač neke te naše elite, kakršnokoli že je, ampak za povprečnega človeka je pa tako, da trenutno njegovi otroci nimajo hudih perspektiv.
Ne? In to je nažalost realnost, v kateri živimo. Zdaj pa gremo k malo bolj tečnim vprašanjem, tem, ki se jim ne moramo ogniti, v bistvu zelo aktualnim. Zdaj izhajamo iz predpostavke, da Pirati presežete parlamentarni prag, kar vam srčno želimo, res in iskreno. S kom se Pirati vidijo v koaliciji oziroma kakšna je vloga Piratov v državnem zboru, recimo? Zdaj, če se pogovarjamo o politični kulturi, lahko rečem, da definitivno ne bomo sodelovali s strankami, ki ne razumejo stvari, kot so ustava, zakon in v končni fazi tudi politična kultura. To je nekaj, kar je tako močno erodiralo v zadnjih 2 desetletjih, nažalost. Če je bil včasih to eksces nekih, bom rekel, obskurnih strank v parlamentu, je to zdaj pač mainstream govorica in to je grozljivo. Tako da mi pač ne bom rekel, da si želimo stare politike nazaj, ker to ni to, ampak si pa želimo novo politiko, ki bo kultivirana in ki bo imela odnos do ostalih in ki bo seveda imela odnos do lastnega ljudstva, nič od tega zdaj ne vidimo. Govorimo zdaj še, dogajajo se zahteve, vedno glasnejše so po nekako izničenju vseh teh zakonov, ki so bili zdaj sprejeti, škodljivih tako in drugače. Inštitut 8. marec vemo, da pripravlja kar neko paketno varianto. Kakšno je stališče Piratov do tega vprašanja? Boštjan je dvignil roko, bom tokrat njemu prepustil besedo, da sem jaz govoril. Hvala lepa. Zdaj, če se spomnite tistega ZUJF-a, to je bil en lep primer. Gledano z pravnega stališča je bil ZUJF popolno nasilje nad pravnim redom. To moramo pošteno povedati. Zdaj ne bom se jaz spuščal v to, koliko je bil upravičen, pa koliko ni bil upravičen. Mogoče v določenem delu ja, v določenih delih pa zanesljivo ne. Problem tistega ZUJF-a je bil v tem, da je veljal in mislim, da še v določenih merih velja še danes. Ker pomeni, nihče ni stvari, potem, ko krize že zdavnaj ni bile več in namen tega zakona je bil ukrepanje v času krize, nihče tega ni več postavil nazaj. Kar se tiče zakonov, ki jih je sprejemala ta vlada, tako imenovanih PKP zakonov, je pa stvar zelo preprosta. Tiste določbe v zakonih, ki nimajo tam kaj iskati, ki niso niti v duhu namena tega zakona, tiste določbe je treba ukiniti. Seveda je treba pri tem biti previden, zdaj povrniti pravni red enostavno nazaj niti ni možno, kar tako na hiter način, ampak definitivno tisto, kar v PKP nima kaj iskati, na tej stvari je treba narediti neke vrste revizijo. Drugo, tiste določbe, ki niso več potrebne, jih je treba ukiniti. Ne sme se zgoditi, da bo to pa zdaj kar ostalo, pa se bo nekako vleklo naprej in naprej. Kar se tiče vladnih odlokov, je treba jasno povedati, da tu smo mi zelo na strani demokracije, da vladni odloki imajo mesto takrat, ko je treba ukrepati in ko se ne ve, ko obstaja neko urgentno stanje, ko ni poznavanja tega onega, takrat se ukrepa. Ko pa ti enkrat stvar poznaš in ko lahko narediš analizo za nazaj, ugotavljaš, kaj od tega je bilo učinkovito dejansko, kaj ne in tako naprej, pa ni več nobene potrebe, niti nobene upravičenosti, da se sprejemajo vladni odloki, ki ponavljajo napake, ki se vlečejo od ne vem kaj. Tako da zanesljivo bo treba narediti, po mojem mnenju, revizijo vsega tega, kar se je dogajalo, in stvari na nek način sanirati, ker ne smejo nam ostati takšne, kot so. Jaz nimam nobene utvare, da bo stvar možno sanirati v celoti, ne, ker škoda je bila narejena, ampak potrebno bo sanirati. To je kot prvo in kot drugo, potrebno bo razmisliti, da se zelo hitro spremeni tiste zakone, ki so ključni za to, da dobimo še 4. vejo oblasti. To sta pa najmanj, kar je zakon o RTV, pa zakon o medijih, pa še kaj v tem smislu.
Igor, evo ti prepuščam besedo. Igor, imaš ti še? Vse v redu, ne bi po mojem zdaj še kaj dodal, ker mislim, da je Boštjan zelo lepo povedal. Super. Se strinjam, jaz bi mogoče tu edino eno podvprašanje si privoščila, in sicer ali mislite, da smo glede na izkušnje, ne, niso samo problematični zakoni, tako kot ste že sami gotovo z Zujfom, ne, o zadnjih 2 let, ampak so problematični, marsikateri se vlečajo, ko Jara Kača že desetletja, ne, to se pravi, ali obstaja, oziroma kdo je tisti relevanten, ki lahko sploh presodi oziroma ne bo imel izkazanega interesa, da nekaj pa vendarle ostane, ker vemo, da so se pri vseh slabih zakonih vedno našle neke stvari, ki niso bile dovolj slabe, ne, oziroma so nekemu delu politike vendarle ustrezale, da je bilo to ohranjeno noter, ne. Vedno gremo samo iz slabšega na slabše, na slabše, na slabše, ne gremo pa na boljše, ne. Zato menim osebno, ne, da dejansko bi bilo treba kar v temeljih nekako počistiti, ne, in neko nepristransko in neopredeljeno skupino spustiti v delo tega, ker politika osebno dvomim, da bo našla voljo, moč in da se bo našla sredi konsenza. Ja, mogoče bi rekel tako, no, teoretično vse ti mehanizmi že obstajajo. Problem je v tem, da je tako politična navada postala, da se ignorirajo, ne. Če gledamo, kako naj bi zakon nastajal, ne, če že ne v štartu, pa v neki točki vmes naj bi se odprl za javno razpravo in tako naprej, ne. To izgleda tako zdaj kot neka folklora, kjer to, če že narediš tako, da kao si naredil kljukico, ne. Saj sem jim dal 3 minute, da povejo svoje, ne. Zakoni se pripravljajo v tajnosti, nobene transparentnosti ni, ne. Recimo imamo zakon o RTV-ju, ki ga je pripravil Branko z orkestrom in neznani avtorji, recimo, ne. Tako da to je naša realnost politična, ne. Zato pravim, da ni dovolj samo zakon in ustava in delujoči pravni red, rabimo tudi, nazaj politično kulturo. Prvenstveno to se absolutno strinjam. Če lahko samo nekaj dodam. Mislim, da na tej točki bo morala svojo odgovornost prevzeti tudi civilna družba oziroma pravniki, se pravi pravna stroka, ki mora jasno povedati, zakon je v svoji osnovi del družbenega dogovora in predstavlja nek minimalni moralni okvir. Sicer se zakonom ne da vse v družbi urejati, ampak minimalni moralni okvir. In če zakon ne zadošča temu kriteriju, to mora pravna stroka povedati, če je zakon goljufiv, če je takšen, da omogoča manipulacije in tako naprej, to ni več zakon in to ne more biti zakon. Nam se dogaja preprosto ena nedopustna stvar. Vlada pripravi zakon, prvi, ki da pripombe na ta zakon, je vladna zakonodajna služba, pa ta skozi manj zaradi tega, ker vladna zakonodajna služba je skozi bolj politično podrejena vladi in jaz sem ravno zadnjič gledal en dokument, ki je ena od teh pravnic pisala take neumnosti, da v 1. letniku ne naredi pravne fakultete. In drugo, potem na ta isti zakon daje zopet ogromno negativno mnenje še zakonodajno-pravna služba parlamenta, ampak zakon gre preprosto skozi. In tu se jaz zdaj sprašujem, ali v tej državi civilna družba, predvsem te zainteresirane družbe, kot je pravo, medicina, v zvezi z epidemijo in tako naprej, imajo še toliko besede, da lahko povejo svoje mnenje. In to je treba doseči, da bo civilna družba tudi pristopila k aktivni vlogi vsak na svojem področju. Tako. Ne more biti samo monitoring vršen s strani civilne družbe, ne, ampak morajo tudi aktivno participirati v dogajanju in izgradnji. Ne. To se absolutno strinjam in super, da ste omenili zdaj civilno družbo, ki je bila tako kot tretje vprašanje. No, in to povezovanje s civilno družbo sem vas želela povprašati, tako da ste mi že vnaprej v resnici odgovorili.
Bi pa dodala še tu, v bistvu, da je še ena anomalija, ki je nihče ne nagovori, ne, pa se vse skozi pogovarjamo o njej, da so bile določene funkcije opredeljene po človeku. Vemo, da recimo je funkcija predsednika države delana oziroma opisana in zapisana za Milana Kučana, ne, kar je že davno tega minilo, ne, pa mi še vedno vztrajamo z neko omejeno vlogo, kar je strašno slabo in nihče tega ne nagovori oziroma se zdi, kot da tam, kjer smo, pač smo in nima nobenega pomena. Tako da se absolutno strinjam z vami, da je treba pač vse te anomalije odpraviti. Gremo dalje. Zdaj je 1 minuta čez, bova še kakšno... Lahko sem jasni na kratko odgovorim, ko sem videl, da je na chatu postavila vprašanje, no. Pirati absolutno podpiramo javno zdravstvo, absolutno zagovarjamo, da je treba to nazaj postaviti na svoje noge in narediti operativno, tako kot se spodobi, ker to, kar se zdaj dogaja, je pravzaprav milo rečeno škandalozno. Stanje zdravstva nam narekuje denar, govorim zdaj recimo zavarovalnice, denar na veliko odteka v privat roke. Nekoč je obstajala Hipokratova prisega, no, se mi zdi, da zdaj se vrti samo vse še okrog denarja, no, tako da absolutno, če se je kaj izkazalo v epidemičnih razmerah za po državah, je, da edina stvar, ki je res funkcionirala, je javno zdravstvo in to rabimo iz več razlogov, ne, tudi tisti, ki jim je to sporno, v končni fazi pač, če bomo pošli javno zdravstvo in javno zdravje, je to dobro za ljudi, je to dobro tudi za kapital, ker so ljudje zdravi in hodijo v službo in tako naprej, da ne poslušamo spet v tem, da je to drago in tako naprej. Skratka, zdravstvo je občutljivo področje in treba je poskrbeti za njega, ravno tako kot za šolstvo, to sta 2 točki, ki sta 2 od temeljev, zato da bi lahko vzgojimo zdrave in samostojne državljane. In pač neodvisne od določenih faktorjev, kot so recimo dobra volja zdravstvenih inštitucij v privatni lasti. Če lahko samo dodam, mislim, da bi veljalo zelo resno razmisliti, da se pri zdravstvu loči privatno in javno zdravstvo, ker mislim, da je ta povezanost, prepletenost eden od problemov našega zdravstva. Te dvoživke, verjetno, ne, zdaj, čakajte, okej. Rok, izvolite, ja, pardon. Torej, kar se tiče teh dvoživk, ne, predvsem mislim, da to noben delodajalec ne bi gledal, da mu njegov zaposleni dela v konkurenčni firmi, ne. Torej, to, da lahko zdravniki popoldne delajo v svojih privatnih ali pa v tujih privatnih organizacijah, mislim, da je kriminal. Ker v bistvu s tem imajo v bistvu težek konflikt interesa, ne? Torej, da zadržujejo, ustvarjajo dolge čakalne vrste v javnem zdravstvu, potem ti da vizitko in reče, evo, jutro pri meni, ne? Pa 100 evrov prineste, ne? Ali pa ne vem koliko denarja, ne? Mislim, da to bi bilo predvsem treba razmejiti, ne? Ker, naprimer, voznik tovornjaka, ne, lahko vozi 8 ur, ne, in potem mora počivati, ker je nevaren, ne, ker lahko povzroči nesrečo, ne. Zdravnik, ki dela cel dan, 16 ur, ne, torej 2 šihta, a to je pa v redu? Mislim, to je daleč od tega, da bi bilo v redu, ne. Torej, tudi zdravniki utrujeni pač lahko prihaja do napak, čeprav v slovenskem zdravstvu zdravniških napak ni, ne. Okay. Tako, kakšno je vaše mnenje o teh dvoživkah? V bistvu je Boštjan že odgovoril na to temo, no, tega pač ne podpiramo, ne. Jaz celo mislim, no, da pač res je, no, ampak pri nas je to tako od začetka demokracije naprej izgleda tako, ne, kjerokoli polje odpremo z nekim dobrim namenom, potem se pa sfiži, ne. Začeli se je z idejo, ne, da imamo pač, ne vem, možnost privat šolstva tam, kjer je, ne vem, to omejeno, dostop do javnega šolstva, da imamo podpreti zasebno zdravstvo tam, kjer je omejen dostop do javnega zdravstva, ne. Na koncu je tako, da eno in drugo ne živi osnovno infrastrukturo, če tako gledamo, ne. In to je za moje pojme nesprejemljivo, ne.
pogovarjamo se o davkoplačevalskem denarju in ta denar ne gre za javno infrastrukturo in za tiste zasebne stvari, ki imajo smisel in imajo nek javni interes, ne pa strogo zasebni interes, ki ga potem v bistvu izkoriščajo za to, da porabljajo javni denar. Super. Naslednje vprašanje. Prevečujem, ker vas prekinja, ne slišim vas, kaj pravite. Tjaša, jaz bi rad 2 stavka rekel. Moram reči, da sem zelo vesel vaših današnjih odgovorov. Kaže, da smo dejansko mnogo bližji pri večini vprašanj in bi se vam rad v imenu Nacionalnega sveta zahvalil, hkrati zaprosil, da ohranimo te kontakte in da mi date pravico, da v naslednjih dneh, tednih se obrnem, da mogoče nekatere stvari dorečemo, ker se mi zdi zelo smiselno, kadar smo si tako blizu v političnih opcijah, da ohranimo in se med sebojno podpremo. Hvala lepa. Gospod Pinter, hvala za povabilo. Ogrin. Lahko, ja. Jaz nisem iz zdravstva, ampak opažam, da poslanci niti enkrat ne vprašajo ministra za zdravstvo, koliko je prihranil zaradi preplačevanja različnih sredstev. Nobenega ne vprašajo. Z žilnimi opornicami se je začel in je zdaj konec. Nekdo je naštel 20.000 takih artiklov, ki bi jih lahko. Vprašam se tudi, kaj dela Zavod za zdravstveno zavarovanje, a njemu ni v interesu, da so stvari cenejše. Zavod za zdravstveno zavarovanje, kot je meni poznano, tudi omejuje posege v bolnicah. Samo toliko operacij na leto, samo toliko posegov na leto. Pa čak malo, a se noben od poslancev v to ne spusti, pa skuša analizirati, kako je mogoče, da jaz sem prisiljen, če hočem na ultrazvok enega organa, grem na privat, pa moram plačati, zato ker bom dobil čez en teden to. Tam bom pa čakal, ne vem, par mesecev, čakajte malo. Pa se noben od poslancev v to ne poglobi. To je neverjetno nesposobnost 90 poslancev pri nas. Če smem, jaz sem imel en predlog, ko bom rekel pred leti, da bi bilo pravzaprav treba sprejeti zakon, po katerem bi morali vsi poslanci in politiki od določene funkcije navzgor nujno uporabljati, zdaj govorimo seveda v enem primeru tudi o otrocih, ne samo o njih, javno šolstvo in javno zdravstvo. Ker dokler se oni lahko privoščijo, bom rekel, v privatnem sektorju te stvari upravljati, je pravzaprav čisto vseeno, kako je javno zdravstvo, še več niti ne vejo, v kakem stanju je javno zdravstvo, če nikoli življenje ne stopijo v javno ambulanto. Če se spomnimo tiste duhovite, ki Mojca Škrinjar rada razlaga 80. leta pa stabilizacija, takrat je bil por, recimo, ko so dvignili davek na luksus, pa so dvignili recimo davek na spreje, osvežilne za popazdupa in tako naprej. In je nekdo takrat duhovito napisal, spomnite se, klim še ni bilo, ne gre gospa Milka Planinc enkrat z nami na avtobus po službi, pa bo razumela, zakaj to ni luksus. Upam, da sem se deloma odgovoril na vprašanje. Ja. Tjaša, mikrofon. Tjaša, mikrofon. Tjaša, mikrofon. Ali pa pantomima. Aha, zdaj pa bo. Zdaj bo, zdaj. Zdaj pa bo, okej. Takole, halo? Ja. Okej, super, se upravičujem. Zanima me, v bistvu zdaj v zadnjem času je pri nas tendenca, da se dejansko gospodarstvo postavlja pred človeka, kar se mi zdi absolutno
neprimerno, ker vemo, da ljudje, to se pravi, kakšno je stališče piratov. Gospodarstvo nad interesom človeka oziroma je gospodarstvo tisti interes, ki zadovoljuje potrebe človeka in omogoča delovanje države kot take. To se pravi, ima človek prednost pred gospodarstvom. Dokler smo v sistemu, kakršnem smo, je gospodarstvo absolutno eden od temeljev, ki ga pač ne moremo zanemarjati. Ampak ne moremo ga pa, bom rekel, uveljavljati na račun drugih interesov. Jaz mislim, da kapital tudi nima nič od delavcev, ki so utrujeni, ki so izmozgani, ki pač komaj preživijo in tako naprej. Skratka, sistem, ki ne proizvaja vse v povprečju nekih srečnih ljudi, vodi v propad. In ta trenutek smo na točki, pa je za razvoj, kak New Age, pa dejansko govorimo o politiki, o političnih odločitvah. Mi moramo dejansko spremeniti odnos do teh stvari. Človek je na prvem mestu in tega se moramo zavedati, ampak ko rečemo človek, ne rečemo samo človek, rečemo okolje, rečemo zrak, rečemo čista voda, rečemo habitati in tako naprej. Ker brez tega tudi mi ne obstajamo. Mi smo del tega, mi nismo nad tem. Ne pozabiti, da smo pirati vendarle tudi del zelene koalicije na evropski ravni že od samega začetka in da se zelo zavedamo teh stvari, da smo tudi na evropskih volitvah takrat nastopili skupaj z Urško Zgojznik in tako naprej. Če hočemo, da bomo kot neka zdrava družba funkcionirala, moramo poskrbeti, da imajo vsi osnovne pogoje za preživetje, da se ne rabijo ukvarjati z tem, da se prebijajo iz dneva v dan. Jaz mislim, da je tehnologija in družba dovolj razvita, da lahko to zagotovi. Kdor hoče več od tega, naj ima, ampak ne na račun izkoriščanja ljudi in sistema in narave. Vemo, da trendi so, da se skrepi. Ne, te trende je treba obrniti, se to je jasno. Zdaj, jaz sem na začetku govoril o tako imenovani informacijski družbi. Ena od teh pojavnih oblik informacijske družbe je tudi tisto, kar so Nemci poimenovali 4. industrijska revolucija, ki pa za sabo pripelje nekaj, kar pa mogoče na prvi pogled zgleda z naše perspektive ta trenutek ni dobro. Namreč, ko nekdo ugotovi, da je enostavno delovna sila predraga, pripravljen je plačati do toliko. Ko ugotovi, da je predraga, jo ne bo pripravljen plačati več kot toliko, ampak bo to proizvodno robotiziral. In ta princip deluje toliko časa, dokler še vedno obstajajo ljudje, ki so potrošniki. Tisti trenutek, ko bi jaz robotiziral vse, ko nihče več ne bi bil zaposlen, ne bi več imel nobenega denarja, sistem ne funkcionira več, zato ker roboti ne kupujejo dobrin, ki jih ustvarjajo. Ampak kaj sem pravzaprav hotel povedati? V prihodnje bo treba stvar razmišljati majčkeno širše. Tako imenovani univerzalni temeljni dohodek je v bistvu neoliberalni izum, ki ustvarja potrošnike. Zdaj, jaz ne bi na to Friedmanovo idejo gledal strogo negativno, ampak je treba gledati nekako z realnega stališča. Se pravi, na kakšen način bi mi lahko ljudem zagotovili nek osnovni življenjski standard. Tako kot je Igor rekel, osnovno je treba zagotoviti, ker konec koncev, če smo moderna družba, če smo tudi na nek način bogata družba, imamo vse to, kar imamo, potem lahko poskrbimo za vse svoje ljudi. In to je bistvo družbe, da poskrbi za vse. Tudi za tiste, ki mogoče niso sposobni ali pa niti si ne želijo, ne vem kaj. In tle bo treba zelo dobro razmisliti, kje so tisti viri, iz katerih bi se dalo črpati ta neke vrste univerzalni temeljni dohodek. V današnjem ekonomskem sistemu to jaz ne verjamem, da je mogoče. V prihodnjem ekonomskem sistemu pa bo mogoče iz prihrankov, ker informacijska družba prinaša velike prihranke, robotizacija prinaša ravno tako,
Samo en pogoj pa je, in tu se bomo mogli pa tudi vsi zavedati, enostavno tisto, kar bo prineslo prihodnost tega, to je treba zadržati in ne dopustiti, da se vsi te dobički stekajo vedno v vse večjih količinah na določeni skupini ljudi. Pa nisem jaz tlele zdaj komunist ali pa kaj podobnega, sem zelo realen na tej točki. Enostavno družba, v kateri je prevelika neenakost, v končni fazi propade. Human je to lepo opisal v svoji knjigi. Ja, in to je v bistvu zdaj tista modrost v prihodnje. Se pravi, mi, če bomo šli v uspešno družbo prihodnosti, moramo paziti, da se bo tudi te dobrine, te uspešne družbe, da se bodo razdeljevale na nek način tudi pošteno. Ne po uravnilovki, ampak na nek način pošteno. In zato jaz osebno v enem delu ne soglašam z neoliberalizmom, ki je po mojem mnenju itak mrtev, ker je z zadnjo gospodarsko krizo pač preminil. In sicer v tem delu, da ne potrebujemo države, ki regulira določene odnose v družbi. Še kako jo potrebujemo in to se je pokazalo tudi zdaj ob zadnji epidemiji. Recimo, če se zdaj malo pošalim, in ne vidi roka trga drugi največji natek na svetu za Bogom, ampak kaj je pa razlika med tem dvojem pa je, da so nam nevidno roko prodali kot znanost? Brleka bi rad jaz dopolnil, pa tu moram povedati eno stvar. Pirati imamo tudi različna mnenja, tako če boste od 2-3 slišali 3 različna mnenja, je to normalno, pri nas ni to nič narobe. On prav, za Bogom je, on je verjetno ateist, predpostavljam. Jaz sem agnostik, tako da se z Bogom ne ukvarjam in na to ne bi znal. Prav, jaz sem kantovc in agnostik, prav tako. Super sta. Še eno malo resnejše vprašanje. Gospodarski, politični kriminal, kjera krana tudi v slovenski družbi. Predlog je, da zastaranje enostavno ukinemo. Kaj menijo pirati na to temo? Boštjan, izvoli. Jaz se bojim, da tega problema ne znamo rešiti sami. Zdaj, jaz imam pred očmi Islandijo, takrat za časo gospodarske krize. Islandci so preprosto najeli tujo tožilko, Evo Joly, ki je določene stvari na Islandiji spucala. Če se uporabim ta izraz, ki ga tako rad uporablja eden od naših politikov. Se bojim, da tako majhen narod, ko smo, pa vsi se poznamo, pa vsakam nekaj ve, skoraj ne verjamem, da lahko zadevo počistimo, brez da bi dobili res nekoga, ki bi imel zelo trden karakter, pa bi imel zelo dobre pristojnosti, da stvari razkrije, pa predvsem razkrinka, mogoče je to boljši izraz. Ali pa jaz bi bil, glejte, tle sem mogoče malo radikalno sliši, jaz bi bil celo za to, da se pač najame nekoga zunanjega, to se je delalo po afriških državah, to nam sicer ne more iti v korist, ker to so delali po državah, ki imajo zelo nizko stopnjo demokracije, ampak mi imamo zelo visoko stopnjo tega problema in mislim, da predvsem pa, da ne zastara, se popolnoma strinjam, ne sme zastarati. Ne tisti imajo to skozi na glavo. V tem obdobju, da se počisti, ko se enkrat država postavi na normalno raven, lahko tudi lahko tudi to ukinemo. Super. Jaša, a lahko jaz tem vprašanje? Absolutno, izvolite. Delno se navezuje na tole zadnje, pa ne v celoti. Se pa malo vračam, se upravičujem, čeprav je bila zelo zanimiva debata tole o dohodkovni neenakosti. Tu bi bilo zelo zanimivo slišati, kakšne instrumente vidite za premagovanje dohodkovne neenakosti. Ampak se bom vrnil nazaj na volilni sistem, ne mi zameriti. Slišal sem vaše stališče, malo presenetljivo mi je, potem, kar sem kasneje slišal, da ste proti odpoklicu poslanca. Ste za odpoklic
Ste za odpoklic državnega zbora, ste pa proti odpoklicu poslanca. Rekel, če mi dovolite samo, da pojasnim, zakaj se mi to zdi. Narobe ste razumel, gospod Bohinc. A tako? Ja, jaz sem rekel, dokler so volitve tajne, je to neizvedljivo oziroma ni realno, ker lahko za moje pojme poslanca odpokličejo samo tisti, ki so ga izvolili. Vse tako je tudi predvideno. Tega pa ne vemo, kdo ga je izvolil. Boštjan je pa potem pojasnil mehanizem, kako bi pa to bilo izvedljivo. Ne, poglejte, to je izvedljivo z glasovanjem v volilnem okraju, kjer je bil poslanec izvoljen. Zelo preprosto. Ne, ni. Seveda, bolj pomembni so argumenti, zakaj se mora odpoklicati. Razlogi, zakonski razlogi. Ne. Še enkrat, mene zanima, kako vi vemo, da bomo to naredili pravično. Kako vi vemo, da ga bojo odpoklicali ljudje, ki so ga pravzaprav postavili na ta položaj. Dokler je anonimno glasovanje, mi ne vemo, kdo ga je izvolil. Kako ga bomo pol odpoklicali? Poglejte, ta podatek, kdo ga je izvolil za odpoklic, ni relevantno. Sploh pri večinskem sistemu, polovičnem večinskem sistemu, kjer lahko na koncu drugem krogu v končni fazi človeka izvolijo s 3 glasovi. Poglejte, če pristanemo, da so volitve način izbire, tako pri izvolitvi kot pri odpoklicu, potem pač glasujejo poslanci v tistem volilnem okraju po večinskem principu. Potem, ko pride s postopkom do izbire oziroma do volitev za odpoklic, potem tista večina poslancev, ki kot je volila, tudi enako večina ga odpokliče. Jaz tu ne vidim nobenega posebnega. Polovica poslancev bo izvoljenih po dvokrožnem večinskem sistemu. Skratka, na koncu lahko človeka izvoli recimo en človek, če ne grejo drugi na volitve, torej ga po tej logiki lahko tudi en človek odpokliče, ampak kdo je bil zdaj ta človek? Recimo, če bil se eden, celo vemo, kdo je šel volit, ker ima kljukico, da je šel volit. Če sta dva, pa ne vemo več, kdo ga lahko odpokliče. Ne, poglejte, to je čisto napačen pristop. To je moj zadržek. In tukaj se strinjam s Boštjanom, ko bo volitve možno slediti, ne da bi to zlorabljali, bo pa to vse izvedljivo. Če ga boste potem izvolila Metka pa Joško, ga boste Metka Joško lahko odpoklicala. Ne, vidite, to je napačno razumevanje našega predloga. Mi ne vztrajamo na tem, da je treba zvedeti, ali sta Metka in Joško nekoga izvolila in da ga ona dva lahko odpokličeta. To je popolnoma napačen pristop. Tisti, ki ga je izvolil, tisti forum, tisti volivci v tistem volilnem okraju imajo možnost glasovati, lahko pridejo, lahko ne pridejo, tisti ga bodo tudi odpoklicali. In to na tajnih volitvah, brez da bi bilo pomembno, kdo je to, važno, da se doseže pač večina za... Bom vprašal drugače. Ali je pogoj, da je izvoljen, da ima 51% glasov v volilnem okraju? Večinski princip je, skratka, večino glasov, izvoljen je tisti, ki dobi večino glasov. V prvem krogu je to 51%. Če gre volit 5% ljudi, kdo ga bo odpoklical? Vedno ga odpokliče večina, tako kot ga večina izvoli. Ja, pa ga ne izvoli večina, tle smo ta problem. Ne, poglejte, to je pa eno nerazumevanje. Po večinskem načelu imamo dvokrožni sistem predviden. V prvem krogu, če ne dobi 51%, 5 kandidatov, zdaj bo recimo 10% glasov, 2 bo to dobila malo več. Ja, se ni pomembno, koliko procentov dobi. Bo ta 2 kandidata šla, bo to dobila mogoče vsak 15% glasov, a od ostalih kandidatov bojo volivci iz obupa šli enega od njih zbirati, čeprav jim noben ne bo všeč, vsi ostali se bojo obrnili strani, bojo rekli, fuck off, politika. Kdo bo tega človeka lahko poklical, če mi ne vemo, kdo ga je volil? Če tam 100 ljudi, ki je 50 glasoval, ne moramo več transparentno tega narediti. Ne, čist napačno razumevanje. Ni pomembno, kdo ga je volil, pomembno je, da isti elektorat, to se pravi volivci v tem volilnem okraju, odločajo tudi o odpoklicu. To je vse. Tako kot pri županih imamo večinski sistem, kot pri predsedniku republike, kot tudi pri tem poslancu. In kdo je njega izvolil, je popolnoma nepomembno. Odpokličejo ga tisti volivci, ki pridejo na volitve in tisti, ki
in se potem po tej poti dvokrožnega sistema doseže večina. Še enkrat, pridemo nazaj na točko, kjer rabimo par stvari. In ena od teh stvari, recimo, ozaveščeni državljani in pa objektivni mediji. Trenutno nič od tega nimamo. Jaz v tem trenutku v temu vidim bolj mehanizem, ki ga bo recimo kakšen SDS pridom zlorabljal, ko bo v opoziciji in bo skozi destabiliziral parlament. Mikrofon. Ja, to so zdaj drugi argumenti. Ampak poglejte, jaz sem vam hotel predstaviti, ker vidim, da se niste zelo podrobno seznanili s tem delom zakona. Še enkrat, jaz mislim, da je tem luknja in še zdaj mi niste dali argumenta proti mojemu argumentu. Kdo lahko odpokliče človeka, če ne vemo, kdo ga je volil? Reč 51% volitev. Ampak ne, se njega ne bo izvolil 51% volivcev. Izvolil ga bo 15% na koncu, če se pogovarjamo o tistih, ki bodo direktno neposredno izvoljeni. Jaz mislim, da 15% volivcev lahko odpoklicali. To pomeni, da lahko katerih koli 15% volivcev to naredi. Jaz sem ravno na to situacijo v mislu, da te tehnične stvari, da pogledamo posebej, ker drugače Se pravi, Boštjan je ponudil rešitev, medtem ko jaz tako, bom rekel, ne bi upal na ta način graditi demokracije, da bi dal ljudem moč, da kar tako posegajo v pravice nekoga drugega. In če ne moramo ugotoviti, in jaz mislim, da v pravico enega volivca, drug volivca ne sme na ta način poseči. Poglejte, jaz bom tu samo 2 stavka dal. Številni sistemi, ki smo si jih ogledali, imajo na nekaterih točkah to pravico od poklica urejeno, ne da bi ona predstavljala vzrok za nek popoln kaos. Pa zdaj, ali govorimo o višji kulturi ali o čemerkoli, jaz, ko govorimo o ameriški politiki, ne bi upal govoriti o višji kulturi. Ne več. Za predsednika države imajo ta princip narejen in tam predsednika države ne odpokličejo tisti, ki so ga volili poimensko, ampak tisti, ki so ga volili v principu, to se pravi volivci. Je pa pomemben postopek in to je tisto, kar je dr. Bohinc hotel opozoriti. Mi smo ure in ure sedeli, s tem, da smo bili nekateri hudičevi odvetniki, sedeli na tem, da vidimo, ali je postopek tak, da ne bo omogočal zlorab, da pa v naši situaciji vendarle začne preprečevati ta občutek poslancev, da so bogovi, ki jim nihče nič ne more. Ampak gledajte, če uvedemo princip odpoklica parlamenta, smo to rešili. Ja, gledajte, jaz bom poklical, pa se bomo usedli, pa bomo šli. Jaz mislim, da je to najboljša opcija, da ne bomo zdaj v bistvu reševali situacije. Bomo tudi višjih zadev, Se zagotovo bo to lepo za neko mizo okroglo reševalo dalje. Se strinjam absolutno. 2 hitri vprašanci, potem pa še Rado. Orožje. Če pride nakup orožja pod novo vlado in vi v vladi seveda sedite oziroma ste pač v parlamentu, podprete nakup orožja ali ga ustavite? V tej trenutni situaciji mislim, da imamo druge prioritete, če hočemo kot država normalno funkcionirati in preživeti. Davčna reforma. Lahko še jaz glede nakupa orožja? Ja. Izvolite. Z nakupom orožja oziroma z orožjem je tako, v družbi mora veljati neka kultura, zgolj prepoved nakupa orožja ne odvrne ali pa ne prepreči vsem tistim, ki hočejo orožje imeti, da ga bodo imeli. Ne, govorimo o bokserjih, tu ni novih zdajle. To orožje. Ok, v redu. Ne, sem mislil, ker je bila sprememba zakona o osebnem orožju. Glede tega je pa tako, stvar je v tem, da je Slovenija takrat z referendumom pristala, da postane enakopravna članica zveze NATO in kot enakopravna članica ima določene obveznosti. To ni sporno. Tisto, kar pa je sporno, ali pa je, bom rekel, domača naloga, ki je pa nismo naredili, je pa ta,
da Slovenija ni ponudila zvezi NATO tisto, v čemer je lahko tudi zelo dobra. Namreč Slovenija nima veliko vojakov, 7000 z vsemi oficiri, pa kuharji, pa ne vem s čim, pa vsemi uradniki. In zato ponujati slovenijsko vojsko na tak način, z nekimi oklepniki, z nekimi enotami, je popolnoma deplasirano. Slovenija bi lahko v zvezi NATO igrala predvsem bolj intelektualno visoko vlogo v smislu kibernetske varnosti in podobnih zgodb, kjer pa smo lahko dobri. Tako da jaz vidim predvsem problem v tem, da se politika ni znala izpogajati za primerno vlogo Slovenije v zvezi NATO in da potem posledično iz tega ven kupujemo neko orožje, ki ni primerno za nas, pa tudi zvezi NATO ne bomo kaj veliko z njim pomagali. Moramo se pa zavedati, da ko smo v zvezi NATO, se določenega stroška preprosto ne moremo znebiti. So pa neke kalkulacije, ki so dosti verodostojne, da v bistvu, če bi imeli svojo vojsko, bi bilo pa to še dražje. Absolutno. No, jaz sem vesela vašega odgovora, je bil zelo korekten in zelo konkreten, tako da me veseli, da ste tam. Izvolite. Sam gospodu Bohincu sem hotel še enkrat reči, čisto na kratko, da ne bo nesporazumel. Razumem, kaj je hotel povedati, da ne bo nekaj narobe. Kar jaz trdim je, da pač ne glede na sistem, nikoli noben posameznik poslanec ne dobi 50% glasov. Dobi 51% tistih, ki so šli na volitve, teh je pa mogoče 5% populacije lahko. Kje je bolj prag za odpoklic tega človeka? 6%, 5% ali bi mogli biti 51%? No? V vsakem primeru mislim, da se pogovarjamo o tem, da bodo o tem glasovali vsi tisti, ki za tega človeka niso glasovali. Zato se mi zdi to sporno in zato mislim, da lahko tega človeka odpokličajo samo tisti, ki so ga izvolili. Toliko. Jaz sem prepričana. Da sem jaz spet oglasil, sem že prej čakal na besedo. Izvoli, prosim. Jaz tukaj priporočam obrnem pogled na to zadevo. No. Če ljudje s poslancem niso zadovoljni, mu to povejo in gremo v postopek odpoklica in potem naj ta poslanec dokaže svojimi volilci, da je upravičen do nekega zaupanja. Torej, tisti, ki so ga izvolili, naj grejo na volišče, naj ga podprejo in oni naj ga rešijo, če ga lahko. Ne zdaj klele polemizirati, kdo kaj šupa, kdo ne bo šel. Tisti, ki so ga izvolili, imajo vso možnost, da ga ponovno podprejo in ga ponovno rešijo. To je to. Ampak teh je bilo na prvih volitvah 5%, recimo. Pustva procent. Tisti, ki so ga spravili v parlament, naj ga še rešijo pri odpoklicu. Pika. Jaz bom pa rekel tako, če parlament pač ne zna samega sebe spraviti, je treba cel parlament odpoklicati. Glej, cel parlament znamo podreti enega poslanca, pa ne znamo tam spucati. No, to pa meni ni jasen. Bomo reševali še to problematiko. Jaz mislim, da je tukaj veliko odprtih vprašanj. Absolutno se strinjamo, da ne bo pomote, da mora imeti ljudstvo kontrolo nad politiko. Da je treba vzpostaviti potrebne mehanizme, ki bojo preprečevali samovoljo politike, kakršno gledamo zdaj, ali pa kakršno smo gledali že pravzaprav cel cajt po malem, ampak se to samo stopnjevali. Skratka, če politika sama sebi ne bo znala postaviti meje in se samo omejiti, nismo naredili nič. In omejila se bo pa ravno s tem, da bo vedela, da ji lahko ljudstvo reče ne. Rečete adijo svojim poslanskim stolčkom, rečete adijo svojim privilegijem. In to naj velja za vse, kot kolektiv. Če se lahko oglasim, v tem primeru je prvo dejanje je posledica glasovanja. Govori se, da vsak glasuje po svoji vesti. Vendar, kaj pa posledice tega glasovanja? Na to bi se morali spraviti, tukaj pa bi morali uveljaviti odgovornost za glasovanje zaradi posledic. In tega pač inštrumenta nimamo. To se strinja, meni je ta inštrument, kot je predstavljen, mi pač
sporen oziroma bom rekel, no, deluje kot nekaj, kar se da zlorabiti. Ne. Da pa morajo te mehanizmi obstajati, pa absolutno se strinjam. Jaz mislim, da najbolje, da mi zdaj to debato tule na tej točki zaključimo in da jo prestavimo tako, kot je bilo že rečeno, za neko okroglo mizo, kjer bo prinesla boljše rezultate. Davki, davčna reforma v smislu odpuščanja davkov največjim davčnim. Ja. Glede, jaz mislim, da morajo biti davki pravično razporejeni. Se pravi, da tisti, ki dobro zaslužijo, ki imajo največ od sistema, ne, je prav tudi, da v sistemu kaj vrnejo oziroma da vrnejo več. Ne, in so s tem solidarni s tistimi, ki pač sistemu dajo, pa ne dobijo veliko nazaj. Tako, super. Še eno kratko, to se pa nanaša na našo politično v bistvu spet kulturo oziroma kulturo v državnem svetu. Pirati zagovarjajo v parlamentu svoje volivce, interese svojih volivcev ali zagovarjajo interese vseh volivcev? Jaz mislim, da se ne sme iti mimo interesov volivcev, ne tako ne drugače. Ne. Sicer je to, bom rekel, široko polje, ne. Ampak ravno ta ozkogledost, ki smo ji bili priča zadnje desetletja, je pripeljala do stanja, kakršnim smo. Ne. Če celo gledamo naše kulavce v opoziciji, ne, se jim na čelu piše, da pač to delajo tako s stisnjenimi pestmi. No. Zato, ker pač je ta politika postala egoistična. No. To, kar je Boštjan na začetku opisoval, recimo, ne, da so dobesedno nekateri ljudje postali peščica ljudi, ki odločajo vsem in so pač na vrhovih nekih političnih strank. No. Jaz pravim temu feudalizacijo politike. No. Vsaka politična stranka je postala svoj feud in tera svoj interes in pravzaprav, če se kaj dobrega zgodi za ljudstvo, je ponavadi to nek stranski učinek. Ja, se strinjam, ja, tako nekako je res zelo dobro povzeto. Jaz na tej točki, gospod Boštjan, izvolite. Bom hiter, hvala. Zdaj, vsaka družba, tudi slovenska družba, je družba, ki je heterogena. In seveda politične stranke zastopajo določene dele te družbe, kar je prav, ampak družba ni popolna, če ni in ne ostane heterogena. To pomeni, da odgovor na prejšnje vprašanje je, zastopamo svoje volilce in zastopamo tudi vse ostale. Tako. V tistem delu, ki je v bistvu, kako naj rečem, ki je ključen za delovanje te družbe. Se pravi, mi se ne moramo postaviti na stališče, da smo pomembni samo mi in samo naši volilci, ker v tem primeru bi se ta del, sploh če bi dobili večino ali pa celo bog ne daj dvotretjinsko večino, potem enostavno začneš družbo kot celoto vleči v eno smer, to je točno to, kar hoče Janez Janša narediti, in s tem v bistvu družbo ubiješ. Mi se moramo zavedati, da potrebujemo družbo takšno, kot je. Kako se bo družba navznoter pozicionirala levo, desno, sem in tja generacijsko, je pa v bistvu stvar družbe, ne stvar politike. Politika nikoli ne sme biti tista, ki pozicionira družbo, ampak je politika zgolj odsev družbe. Ja, ne bi smela biti tako, no, tako. Zdaj v danem trenutku mislim, da je to bolj pravilna trditev, vendar upam, da bomo v kratkem to spremenili in začeli neke nove v bistvu pozicije iskati in tudi načine medsebojnega komuniciranja, spoštovanja in vsega ostalega. Imamo vprašanje, če lahko, ali bi vi zagovarjali, da imajo tudi župani samo dvakratni mandat, tako kot predsednik države. Namreč z stalnim ponavljanjem istega župana se določene strukture ustanovijo, ki jih lahko imenujemo tudi mafijske. To se v Ljubljani dogaja in to bi bilo treba na nek način preprečiti. Da, absolutno iz točno tega razloga. Super. To je bilo kratko. Zaključil. Ja. Lejte, jaz sem potegnila ne samo tisto 1 minuto, gospod Boštjan, ne kot sva rekla, ampak jih je še 38 dodatnih. Se vam res iskreno zahvaljujem za vse odgovore. Prepričana sem, da bi zagotovo še lahko debatirali in klepetali, tako da
Moje mnenje je, da smo dobili veliko korektnih in konkretnih odgovorov in da smo si ustvarili mnenje o tem, kaj vi želite, kakšne so vaše vizije. Želimo vam zagotovo veliko uspeha, želimo vam, da bi vas tudi volivci prepoznali in poslali tudi v parlament, ker osebno verjamem, da boste ponudili neko svežino, nek nov pristop in nekaj, kar Slovenija potrebuje, tako da imate veliko podporo, no, tako da lahko rečem samo hvala lepa za vse, veliko sreče, želim vam vse dobro in upam, da 24. aprila 2022 zaploskamo vsem in odpremo vrata Upamo, da se bo zgodil praznik demokracije. No? Tako. Jaz se vam še enkrat najlepše zahvaljujem za vabilo in za sodelovanje in za pogovor. Jaz mislim, da je bil zelo ploden, se upravičujem, če smo bili na trenutke, bom rekel, malo bolj, kako ste reči, angažirani. Pravilno. Ampak ena od naših lastnosti je, da iščemo vedno najboljše rešitve. No? In tukaj pač se znamo tudi med sabo toliko cajta, bom rekel, pilt, da najdemo potem neko izpiljeno rešitev, ki se nam zdi vsem sprejemljiva. Super. Igor, gospod Boštjan, vsem prisotnim seveda se zahvaljujem za vprašanja, za odgovore, za energijo, lahko noč in se vidimo na volitvah. Srečno. Vsem se vidimo na volitvah. Adijo. Hvala lepa za povabilo, za konstruktivno debato. Hvala. Hvala. Adijo. Adijo.